Dobro, prejdimo na temo sodbe. Najprej, kot beremo pri preroku Ezaijo, moje misli niso vaše misli, pravi ta njegov stavek. Torej, Gospod bo določil za vsakega od nas en dan, oziroma je že določil ta dan, in bomo zapustili to življenje. Z vidika večnega življenja je naše povezanosti s Kristusom, ki slavno živi na očetovi desnici, in ta dan ne bo v tem smislu večnosti tragedija, nesreča, v smislu človeka, seveda, ko ljudje gledamo na te stvari, zmeraj tragedija se je zgodila, nesreča se je zgodila, še mlad je umrl, koliko je bil mlad, 76 ali koliko, ne vem, rečejo. Seveda, to ni več mlad, 70 let je doba našega življenja, če jih čakamo, ne. 80, če smo krepki, eni so še preveč krepki, bi jih bilo treba strenjati, in kako je že tisto, a ne, saj bojo že zdaj države poskrbele, da se jih rešimo, ne, tako da te stvari, ampak dobro, ne, zdaj to so moje take umestne ali neumestne pripombe, ne, zdaj vzemite, kakor hočete, ne. Se pravi, smrt nas doleti, kakor nas doleti, ampak v božjem smislu to ni nesreča ali pa tragedija, ne, to bomo videli. Spravi, toliko ljudi gre z tega sveta, pa mi rečemo nesreča, ampak bolj pošteno in prikladno bi bilo, da tako kot bratovščina, ki nekako se vzdrži presoje glede teh kasnejših svetnikov in blaženih, in tako, da tudi mi se vzdržimo tukaj presoje, ponižno priznamo, gospodar življenja, vemo, kdo je, ima svoja pota, ima svoje vzgibe, mi ne razumemo vedno, oziroma vedno pravzaprav ne razumemo tega, moramo njemu prepustiti. Se pravi, če ne, mi nimamo očeta v nebesih, mu delamo krivico, če bi rekli, to je tragedija, nesreča. Ne, molimo seveda, da bo naša smrt srečna, zlasti svetemu Jožefu, in tako molimo, ne, za srečno zadnjo uro. Bodi darujmo morda kako sveto mašo zase, za svoje in tako naprej, ne. Delajmo na tem, ampak vendarle, ne. Oče bdi nad tem, ne. Tudi če pogledamo začetek Svetega pisma, je uporabljen tak izraz, da v bistvu Sveti Duh bdi nad vodami, ne. Kakor koklja, ne, ki vali svoje jajca, tak izraz je v hebrejščini uporabljen, ne. Se pravi, Oče skrbi, živi, ne. Se pravi, trava na polju, poljske lilije in tako naprej, niti vrabec, ki ne pade na tla, in lasje na glavi, ki so prešteti, se pravi, Bog ve, koliko las mi je padlo z glave, ne, to je tudi v redu, ne, ampak dobro. Se pravi, ne more se on nerodnost pozabiti, ne, na dan, ko se njegovi otroci poslovijo z tega sveta. Ampak on točno ve, kaj dela. Torej, kot pravi lepo Izaija, moje misli niso vaše misli, vaša pota niso moja pota, govori Gospod, kakor je nebo visoko nad zemljo, tako so moja pota nad vašimi poti, moje misli nad vašimi mislimi. Tako da v vsakem dogodku, ki ga Božja previdnost postavi pred nas v življenju, je določen vzrok in vzgib, in tako bo tudi na dan naše smrti. Dajmo malo pomisliti na vzgojo. Eni to ste prakticirali, eni še prakticirate, eni začenjate, eni še boste kmalu in tako naprej, Bog daj, ne. Otroci dostikrat ne razumejo nekih reči, za katere so starši imeli seveda svoje razloge, vzgibe, vzroke. Dostikrat se je reklo, tako boš naredil, ker sem jaz tako rekel, ne. Torej, volja staršev, ki, razen če bi bilo nekaj grešnega, je Božja volja, ne. In to otroci, jih je treba tako vzgojiti, da razumejo te stvari. In Božja volja je seveda najbolja, ne, saj to poznamo.
Tako da človek zapusti to svoje življenje, da bi se prikazal pred Bogom, in takoj po smrti se prvič predstavi pred tem Božjim veličastvom in nekakor bi radi rekli nekateri danes, da se vrne v očetovo hišo, ne, ganljivi mrliški listi, ali pa kot sem tudi že predal, sejem del v nebesa in nato in čelo, ne, rečejo kakšni določenega gibanja in tako naprej, ne. Se pravi, neka pobožna želja, ampak heretični seveda, po formulaciji bomo rekli, ne more biti to tako. Zakaj? Zato, ker v očetovi hiši predtem ta pokojni še nikdar ni bil, tako da se ne more vrniti, kjer še ni bil, ne. Tako da ena taka stvar, ne. Zdaj, to bi predpostavljalo, da duše že obstajajo na tistem kraju, ki ni ne zemlja, ne telo, ampak to bo dejansko drugo rojstvo. Človek zapusti ta svet gol in se, kot nas uči Jezus, predstavi pred Bogom, bogat samo s tem, kar Bog v svojem življenju uspel doseči, in ni minljivo, ne, se pravi, zakladi, ki jih ne razjedata ne mol, ne rja in tako naprej, ne, to so te stvari. Tako da to si moramo predstavljati, tako bo ta trenutek Božje sodbe. O življenju vsakega izmed nas se bo zgodila, nas uči Cerkev, v trenutku naše smrti, v trenutku, ko se duša postavi pred Boga. Vsak človek od trenutka svoje smrti prejema v svoji nesmrtni duši večno plačilo, že prejema, ne, osebni sodbi. In to postavlja njegovo življenje v odnosu do Kristusa. Kakšen odnos je do Kristusa? In torej gre po tej sodbi skozi očiščenje, bodisi takoj stopi v blaženost nebes, ampak to je zelo težko, ne, bomo videli, da tudi zelo sveti ljudje, matere kakih svetnikov in tako, da so tudi se morale kaj očiščevati, bodisi takoj zavedno preklet. Ta člen katekizma ne določa le posebne in takojšnje sodbe, ampak poudarja tudi koordinate, bomo rekli, te sodbe. Torej, kje se nahaja naše življenje. Torej, naše življenje, kot smo rekli, v razmerju do Kristusa. Ni dvoma o tem, da bo on, tisti sodnik, Jezus Kristus, tisti, ki sedi na očetovi desnici, bo spet prišel soditi žive in mrtve, odkot, od ondot, ne, se vemo, ne, tisto, ki so spraševali, ne, otroke. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. Torej, kot bi se učeno reklo, kristocentričnost, ne, se pravi, da je Kristus v središču. Kot je en komentator Svetega pisma, ki ga sicer ne priporočam v branje, ampak vseeno, je rekel, da je Kristus središče časa, ne. On je v središču našega življenja, ali pa ni v središču, ne, tako da popolnoma očitna zadeva. Bomo razumeli popolnoma, kaj pomeni biti spočet in ustvarjen v Jezusu Kristusu, živeti v Jezusu Kristusu, biti odrešen ali pa zveličan v Jezusu Kristusu. Torej, Jezus iz Nazareta, gospodar življenja, je tudi sodnik človeštva in zgodovine. Vse, kot nam lepo pravi sveti Pavel, je bilo ustvarjeno po njem in zaradi njega. On je pred vsemi stvarmi, vse stvari so v njem. Torej, verujemo, da človek ne bo zveličan nekako indiferentno ali indiferentistično po kateremkoli božanstvu, ne. Saj so vse vere enako dobre, ne. To seveda obsojena trditev. Ampak, če je samo Kristus zveličanje človeka, zunaj Jezusa Kristusa za nikogar ni zveličanja, kakor tudi zunaj njegove neveste Cerkve ni zveličanja. Extra ecclesia nulla salus, ne, spravi. To vse gre skozi Kristusa in njegovo Cerkev, tako in drugače.
Mi govorimo seveda o redni poti. To mora biti zanesljivo. Ne zdaj, da se bomo ukvarjali s tem, kaj Bog potem naredi. Nevarno je tako razmišljanje. Ne? Varno je razmišljanje, kakšna je redna pot. In torej, da je treba poskrbeti, da se ljudje zveličajo. Zadnje čase veste, kadar sem pridgal, da sem precej o tem govoril, ker sem poslušal dobre pridige, se pravi nekdanjega predstojnika krožja italijanskega, ki je sedaj v Riminju in skrbi tudi za tiste kapele tam okoli. Torej, Don Ludovic Santanje, ki je lepo govoril o manj kot petini krščenih katoličanov na tem svetu in na afriški celini 17%, drugod vse skupaj 18% katoličanov. Kadar tako človek pogleda več kot 1 milijarda in 300 milijonov, ali koliko je že, se zdi veliko, ampak v resnici proti svetovni populaciji ni veliko. In torej je še veliko prostora za izboljšanje in zato tudi mi imamo ta apostolat in tako. Ampak dobro. Torej, Bog zapoveduje vsem ljudem po vsem svetu, naj se spreobrnejo. Je določil dan, ko bo sodil zemlji po pravičnosti, po človeku, ki ga je določil, torej po svojem sinu. In to vsem zanesljivo dokazal s tem, da ga je obudil od mrtvih. To je pridiga svetega Petra, kot vemo. Jezus Kristus torej ne bo samo sodnik kristjanov, ampak vsakega človeka, ki se je pojavil na zemlji in se bo pač takrat odločil zanj ali pa proti njemu. Celo tisti, ki ga niso nikoli videli in poznali, kot tisti, ki so ga sovražili. Vsak človek bo prišel pod sodbo Jezusa Kristusa. Torej, če še povemo, kako je Peter govoril, da je Jezus Kristus edini pravi odrešenik vseh, je resnica, ki je v 20 stoletjih od Petrovega govora o binkoštih nihče ni čutil potrebe, da bi se je spomnil. Ta resnica je tako rekoč najnižja stopnja vere, prvobitna gotovost. Je med verniki preprosto najbolj bistveno dejstvo. V 2000 letih ni bila nikoli postavljena pod vprašaj, niti v času arijanske krize, niti v času reformacijskega iztirjenja. To, da se moramo nanj spomniti v današnjem času, nam kaže mero resnosti današnjega položaja, je pred leti v svojih spominih zapisal pokojni kardinal Giacomo Biffi, ki je bil nadškof v Bologni pred tudi že pokojnim kardinalom Caffarom. Se pravi, je imel določene dobre stvari, zelo dobre, napisane, izrečene. Torej, vsake toliko časa ljudje se sprašujejo, kako bodo zveličani, recimo muslimani, pa budisti, pa konfucijanci, pa divja plemena, ki so se zanašali na svoje malike. Danes se vse konča pri tistem, kar Italijani imenujejo bonizmo, se pravi, bomo rekli bonizem, se pravi bonus, se pravi dober. Tu bi rekli ideologija dobrotljivosti, ali kaj zvem, kako bi rekel. Težko to prevedem, ampak bom kar rekel bonizem, boste razumeli, upam, da. Se pravi, samo dobro. Vsaka stvar samo dobro, ni slabih vidikov, ni zla in tako naprej. Torej, na koncu pomislijo tako ljudje, važno, da v življenju so dobro ravnali, po njihovem mnenju dobro ravnali, in ko se vračajo k misli, ki jo obsojata svetopismo in cerkveno učiteljstvo, da se človek mora rešiti tudi zgolj s svojimi deli. Ampak to ni mogoče. Ljudje pač mislijo, da ja. Važno, da nekaj malega naredimo v redu, ko pa bo že okej.
Nobenem drugem ni zveličeno, opozarja apostol Peter, pogumno nastopu pred velikimi duhovniki, starešinami, voditelji. Kajti ni drugega imena pod nebom, danega ljudem, katerem bi se mogli rešiti. To je bilo še pred kratkim, ko sem se prerekel z enim duhovnikom, ali je zdaj nujno, da se krstimo, ali ni več nujno, da se krstimo. Ampak potem ni znal se izmotati z te zanke, mislim zanke, pomeni nobena zanka, Seveda je nujno, da se krstimo, nujno za zveličanje in tako, ampak vemo, kako to dan danes se dela. Torej, z tega ne smemo sklepati, da bodo odrešeni samo kristjani. Bogu torej ne manjka možnosti domišljije, da bi se vsakim človekom srečo mu pokazal edino pot do njegovega zveličanja, tudi v zadnjem trenutku življenja ga pripravil do tega, da se zanj odloči proti njemu. Vemo, da pač je važno tudi to, da ravnamo seveda tako, kot je oblikovana vest krščanskega sveta. Ne bomo rekli samo po vesti, ker mora biti vest oblikovana, se pravi, da se ravna po tem moralnem zakonu, kakor ga je Bog postavil v naravi. In dela dobro in se izogiba zla, to je seveda pomembna stvar, ampak to je, kot smo rekli, izredna pot. Mi smo za redno pot in mi govorimo o redni poti. Pač Bog ni omejen zver, kakor smo mi ljudje. Če je Jezus Kristus tisti, ki bo sodil človeka zgodovino, sodnik živih in mrtvih, ki ga je postavil Bog, potem moramo razumeti, da ni človeške resničnosti, ki bi imela torej nad tem pomen, ki bi imela absolutni pomen in vrednost, razen v odnosu do njega, do Jezusa Kristusa. Tukaj se presoja, razsoja vrednost, ki jo ima nekdo ali nekaj. Torej v odnosu do Jezusa Kristusa. Tako da človeška dela nima nobene koristi za zveličanje, če so ločene od Kristusove ljubezni, medtem ko nasprotno vsaka malenkost, tudi kot pravi kozarec vode, ki je dan v njegovem imenu, ne bo izgubil svojega plačila. Rešenje, zveličanje našega življenja bo pač odvisno od tega, koliko bo skladno z življenjem Jezusa Kristusa. Kristus je resnična podoba očeta, in mi se upodabljamo po Jezusu Kristusu, bi rekli vzhodni kristjani, vzhodni očetje, da smo podoba podobe, oziroma naj bi to postali, to obožanstvanje in tako naprej. To delamo pravzaprav v življenju. Spravi, da bi bilo skladno z življenjem Jezusa Kristusa. Zato mi si jemljemo za zgled določene svetnike, ker so živeli dosti bolj skladno z življenjem Jezusa Kristusa. Ravno to. Vemo, kako so brez težav bratje frančiškani, kar imamo že tle frančiškana, prepoznavali v svetem Frančišku, da je res drugi Kristus. In tako naprej si bi lahko dali številne svetnike za zgled, ampak seveda imeli so vsak od njih tudi še nekaj, kar jih je seveda delalo tudi človeško. Vsak je imel majhno morda napakico, ampak je imel, tako da to. Torej, hotel bo oče na koncu videti v nas lastnosti svojega sina, da tudi mi bomo prepoznavni kot njegovi otroci. Zato naše zveličanje bo odvisno od odnosa vere in ljubezni, ki ga bomo imeli do Kristusa. Mi smo tukaj, da govorimo, še enkrat povem, o redni poti. Zakaj ni zdaj toliko desetletij nobenega žara, navdušenja, misionarskega duha? Zato, ker se tako indiferentno pa indiferentistično to pojmuje, zato pač tega ni.
Zakaj bi se trudili ljudem oznaniti karkoli, če pa so itak vsi zveličani na koncu, ne, brez razlike. Tako da gremo malo na to, kaj je Božja sodba, torej nadzemeljsko, ostansko razdetje Božje pravičnosti, kjer bo pri polaganju računov vsakega človeka sledila nezmotljivo točna določitev nagrade ali kazni. Sodba je dvojna, posamezna, partikularna ali splošna ali univerzalna sodba, kot se tudi reče. Ko da nerazvezljivo, nezmotljivi nauk cerkve združuje posmrtno sodbo z nemudno določitvijo, kot smo rekli, kraja naši duši. Kako so Judje pojmovali, toliko da bomo malo vedeli, menili so, da po smrti gredo vse duše v Šeol, kjer živijo, torej podzemne, ne? Kjer živijo neko napol življenje v senci, v tišini, temi, popolni neaktivnosti, kakor bi bili v nekem popolnem spancu. To najdemo tudi pri določenih protestantih, recimo pri adventistih, ko sem se z njimi pogovarjal. Torej, kaj delajo? Torej, ti mrtvi spijo. Sem rekel, ja, ampak ni le novega greha in tako dalje. Potem ne vejo, ne. To vrstno pojmovanje je torej močno vplivalo na nekatere krščanske pisce, ne psice, pisce, ja, svete in ne, ki so praktično menili, da se bo tudi posebna sodba pomaknila v prihodnost, ob konec sveta. Poznamo, ne, recimo tega, no, kako se že imenuje. No, zdaj so pozorni. Ki potem, se pravi, sveti Janez Klimak je ga imenoval brezbožnež, ne, zaradi teh njegovih. Ni imel seveda, tle je bil v veliki zmoti, zato tudi ne bil Origen, ja, Origen je rekel, brezbožni Origen, ne, je tako menil, ne, te stvari, apokatastaza, ne. Potem je prišel Foti ali Foci in podobni, ki to pojmovanje so uveljavljali pri grških razkolnikih, kot se reče pri krivoslavcih. Glih prej sem patru Bovčanju malo povedal, da mi rečemo rajši krivoslavci in to, kaj pomeni, ne. Tako da počasi je prodrlo med ruske krivoslavce, ne, in potem danes to zelo glasno oznanjajo te stvari. V 16. stoletju so potem protestanti spet to staro zmoto oživeli, danes jo najdemo pri bolj liberalnih, pa tudi ne protestantih. In zaradi vzhodnih vplivov od 13. stoletja naprej so papeži večkrat morali odgovoriti na te zmote, na to zmoto, potrditi pravi nauk. Torej, pravične in polnosti očiščene duše so takoj sprejete v nebesa, smrtnim grehom odeževane so takoj vržene v pekel. To je dejal Lionski koncil v veroizpovedi Mihaela Palaiologa, tako je dejal papež Benedikt XII v dogmatični konstituciji Benedictus Deus, ne, če je bil Benedikt, je moral biti Benedictus Deus, ne, tako dobro. S tem je zatrl vse te razprtije, ki so se pojavile pod Janezom 22., ki je seveda priznal potem, da se je motil, ne, tako da ne bomo rekli, da je umrl v tem, ne. Potem še koncil v Firencah, ki v dekretu edinosti unije z Grki je to rekel in bomo videli po tem prvicah tudi, da je to pomembno, ker so tudi oni uradno to izpovedovali, ne. Tem nauku torej je med vrsticami rečeno, takoj po smrti je sojen vsem dušam, nato takoj prejmejo nagrado ali kazen. Torej, Sveto pismo nam govori posredno, neposredno. Neposredno se govori o takojšnjem povračilu za dobre in hudobne, posredno
najdemo nauk o posebni sodbi tudi. Ne? Se pravi, neposredno po vračilu Jezus govori priliko bogatašu in Lazarju, potem skesanemu razbojniku, danes boš z menoj v raju, ne? Se pravi, takoj se ta zadeva reši. Ne? Sveti Pavel tudi, ne? Se pravi, po smrti peregrinavia corpore, se pravi, ronal sem iz telesa, da bi živel skupaj z Gospodom, da bi se predstavil pred Gospodom, presente esse ad Dominum. Tem zaupanjem pa rajše želimo, da bi se ločili, izselili iz telesa in prišli Gospodu, se priselili Gospodu. Kot pravi, Kristus je za nas umrl, da bi tako v življenju kot smrti živeli združeni z njim. In tudi drugod še najdemo. Cerkveni očetje, se pravi Ignacij Antiohijski, Klemen Rimski, Polikarp, posebej pa potem sveti Ciprijan, sprejemamo smrt, ki vsakemu odredi svoje bivališče in ki nas, tako da nas iztrga s konan sveta, povrne nebesom in kraljestvu z veliko začetnico seveda. Tam gori nas čakajo naši dragi in zelo številna množica hrepeni po nas, ko je že gotova svoje lastne usode, vendar še vedno trepeta za naše zveličanje. Jasno to pojmovanje sodbe in povračila spričajo veliki učitelji, oba Padoška Gregorja, sveti Janez Krizostom ali Zlatousti, sveti Hieronim, nekoliko negotova Hilari iz Patija, sveti Ambrož, ampak to so vplivi tega, kar smo prej rekli, judovska in origenovska miselnost. Sveti Avguštin tudi je nekoliko kolebo, potem pa rekel, da je popolnoma prav in zelo verjetno misliti, da so duše sojene takoj, ko se ločijo od telesa. Sveti Gregor Veliki jasno govori o die exitus sui, ki mu potem sledila tudi scholastika. Torej, Jezus Kristus ne samo kot Bog, ampak tudi kot človek je sodnik. Duša v trenutku sodbe ne vidi Kristusovega božanstva, ker bi, če ne bila že na nek način blažena, ne vidi niti njegove človeškosti. Ampak od zgoraj je vdihnjeno, da dojame, da je pred njo človek in Bog, ki je vrhovni sodnik živih in mrtvih. Bog pozna dušo in v sijaju Božje luči ima duša pravi pogled potem nase, vidi vse svoje delovanje do najmanjše podrobnosti in se v presoji ne more več zmotiti. Ta notranja presoja bilanca v večni luči predstavlja to razsodbo. Tako da duša sama nekako izreče spontano in nezmotljivo to sodbo nad seboj. Hkrati pa tudi izkusi, dojame, Bog je tisti, ki me sodi. Zgodi se to na istem kraju in istem trenutku, ko duša preneha torej oblikovati telo, kot rečemo scholastično, ker duša je oblika telesa, ne? Je forma telesa. Tisti, ki narobe razumete stvari, rečejo, važna vsebina, ne oblika. Ne, oboje je važno, seveda, ampak v bistvu brez oblike ne more biti nobene vsebine. Ne? To moramo vedeti. Ne? Duša torej, duša. Kaj je tisto, kar nekaj dela, tisto, kar je, ali pa da dela nekoga tistega, kar je. Torej, zgodi se Božja razsodba, izvršitev, ki ji notranje ugodi sojena duša, torej se strinja s tem. Lahka telesa se dvigajo, težka se spuščajo, tako bodo tudi krivični padli v muke, v pekel, pravični se bodo dvignili na kraj večnega užitka. Sodba seveda je že v teku, kot pravi prerok Malahija, ko predstavlja Božjo sodbo, govori o dnevu razbeljenem kakor peč, v katerem bo Bog uničil vse, kar je nepravično, neskladno z njegovim načrtom, brez njegove milosti. Nič nima vrednosti razen ljubezni vsega, kar je v skladu z Jezusom Kristusom. Torej,
vedno poglejmo na svoje življenje, kot smo rekli, ne? Ali je v skladu z Jezusom Kristusom, ima v sebi tiste sadove pravičnosti in ljubezni, s katerimi bi mogli stati pred Božjim prestolom. Torej, nič ni indiferentno, ne, kar naredimo, oziroma kar grešimo v mislih, besedah, dejanjah, kamor spadajo tudi opustitve, torej, kar bi morali, lahko storili, pa nismo. Torej, te stvari. Božja sodba, torej, je neločljivo povezana s vsako našo izbiro, vsakim našim dejanjem, miselnim dejanjem, govornim dejanjem, telesnim dejanjem, tako, ne. Je osredotočeno na Kristusa, je v skladu z njegovim mišljenjem ali ni. Torej, karkoli je drugega, karkoli je človeškega, bo zavrženo. Tako da tukaj je ta naša svoboda. Kristus je drama našega življenja, je že soočenje z njim v vseh teh stvareh. Torej, soočenje z našim končnim ciljem, ki je Kristus sam. Seveda, skupaj z Očetom in Svetim Duhom, Sveta Trojica, ampak seveda najprej se srečamo s Kristusom. Tako da ni moralnega življenja, ki bi bilo do vere ravnodušno, ne. Spravi, okej, ne, se jaz lahko moralno živim, čeprav nisem veren, ne, to ni mogoče. Pravzaprav tisti, ki nekako kljub temu, da nima tega, dobro živi, na nek način mora biti veren, ne, vsaj v tistem smislu splošnem, ne. Dobro, pustimo zdaj. Se pravi, že na delu ta sodba. Kristus pravi, bodite budni, ne se zanašati na svojo sposobnost predvidevanja, obvladovanja in tako dalje, ne. Pazite, ne veste, kateri dan pride vaš Gospod. Torej, ne samo konec sveta, ampak pride na dan, ki je določen za vsakega od nas, pride, da prevzame naše življenje, pride na vsa ta srečanja z nami, ki je povedano v prilikah in primerjavah, poroka, intimna, večna združitev z njim in tako dalje, če bomo seveda tega vredni. Tako da ima svoj pogled, ki ni, kot smo rekli, dobrikast, ne, tako bomo rekli, ne, torej bonističen, brezbrižen, banalen in tako dalje, ne, raztresen ali karkoli. All welcome bring money, kako je že tisto, ne, bi bilo danes, ne. Se pravi, vsi ste dobrodošli, če prinesete denar, ne, ampak ne more biti tako. Se pravi, pogled resnice je ta sodnikov pogled. Jezus nas ljubi, hoče zveličati vse, ampak nima enakega učinka, kot ga ima človeška ljubezen na ljudi, ko pregovorno rečemo, da ljubezen je slepa ali pa da zaslepljuje in tako naprej, ne. Spravi, da dostikrat ne vidimo napak ljubljene osebe, ne, tle se vse vidi. Se zdi sijajno, ampak v resnici ni sijajno in tako dalje, ne. Se pravi, Jezusova ljubezen ne izniči resnice in pravičnosti. Knjiga Razodetja nam točno pove, ne, da je temu tako. Dobro vemo, da ogenj nima samo lastnosti gretja, ne, če pride ta ogenj Kristusove ljubezni, ampak lastnost tudi prečiščevanja. Potem govori o soli, ki jo damo, ne, če jo dam na rane, seveda tudi zapeče, ampak seveda blagodejno učinkuje in tako naprej, ne. Zdaj, o drugih farmacevtskih zadevah se ne bom, lahko naša farmacevtka kaj več pove, ne, ampak dobro. Tako da te stvari. Vse maske, vsi zastori, vse to bo padlo takrat, ne. Samo še omenim sveta Jedrta ali Gertruda, ki pripoveduje v enem od svojih videnih,
uzre dušo redovnice, svoje življenje preživela sveto, v izvajanju številnih kreposti in tako naprej. Ampak ona vidi nenavaden prizor. Ta duša stoji pred Kristusom, ampak si ne upa usmeriti pogleda na njegov obraz. Zre v tla, kot da bi bila zločinec, svojimi držami priča, da se hoče odvrniti od Jezusa. Gertruda, seveda začudena, se obrne Gospodu, vpraša, zakaj ne sprejmete duše. Gospod ljubeče razširi roke, kakor da bi hotel to dušo pritegniti sebi. Ona se spoštljivo in ponižno umakne, odide. Še bolj presenečena Gertruda in vpraša to dušo redovnice, zakaj tako beži od tega nežnega objema, kakršnega Kristus ponuja. In odgovori ta duša redovnice, ker še nisem povsem očiščena umazanije, ki so jo pustili moje greh, in če bi mi Bog v stanju, kakršnem sem, omogočil prost vstop nebesa, tega ne bi dovolila. Kajti ne glede na to, kako bleščeča sem, vem, da še nisem nevesta vredna svojega odrešenika. Torej to. Duša, ki jo neposredno razsvetljuje Bog, v tistem trenutku vidi sebe in svoje celotno življenje v popolni resnici. Spravi, je sposobna izreči to sodbo o sebi. Da bomo s tem istim Božjim pogledom mi sposobni videti svoje življenje, ne bo nobenega ugovora, pritožbe. Na Kristusovo sodbo bomo popolnoma razumeli, to je pač resnica in resnica treba sprejeti. To bo samoumevno, brez sence dvoma. Torej, če malo pogledamo posebno sodbo v Evangeliju, najprej bogataš in ubogi Lazar, torej bogataš ni imenovan, Lazar vemo. Torej, takojšnja sodba o življenju ljudi je tukaj v tej priliki. Takoj po smrti se to zgodi. Ubogi človek, torej Lazar, je umrl. Eliazar pomeni Gospod se ozre, Gospod se usmili, ne? To izhaja iz tega imena. In takoj usoda pri Abrahamu, blaženosti, potem bogataš pa umre in ima takoj v trpljenju usodo. Se zdi, da se Jezus s pripovedovanjem zgodbe hoče izogniti sodbi, v smislu, da jaz sodim, ne, ampak sama dela so, ki skoraj samodejno povzročijo blaženost za enega, trpljenje za drugega. Torej, kakor sta živela, tako sta tudi sojena, ne. Kot je bilo rečeno, kakršno življenje, taka smrt, tak konec, ne. Torej tudi sodba prav tako velja. Torej, ne toliko sodnik, ampak osebna odgovornost vsakega človeka. To je osredotočenost te prilike. Torej, jaz sem odgovoren, kakšna bo moja lastna končna usoda. Sodnik potrdi resnico o tem, kaj sem živel. Še več, jasno usmeritev, izogibaj se temu, kar bi lahko bilo ali pa je bilo v preteklih zmotah napačno razumljeno. Svetopismo tega ne upravičuje, namreč, da bi sovpadala posebna sodba z univerzalno sodbo o koncu sveta. To ne sovpada, ne? To so dve različni sodbi. Spravi, takojšnje povračilo po smrti. Že v judovstvu je bilo, torej smo videli, v pravilni smeri to pojmovano, da takoj po smrti je to povračilo. Se pravi, bogataš, revež sta bila enkrat mrtva, gotovo se govori o duši obeh teh likov, njuni telesi sta seveda ostali na zemlji, ampak duša ni umrla s telesom, gre takoj v svoj večni cilj, ampak mora iti skozi to takojšnjo in dokončno sodbo. To pa še ni tista paruzija, torej drugi Kristusov prihod, ne.
Tako? In seveda danes boš z menoj v raju, ne? To je tudi ta posebna sodba in edinokrat, ko so nebesa dobesedno omenjena, raj, ne? Nebesa, o tem bomo tudi še govorili. Se pravi, takoj, ko umremo, da bi si, ne, se odločili, ne? Se pravi, to. Tako da Kristus tisti dan, danes, ne? Ti umreš in sodba je izrečena in greš gor, dol. Ali pa nekaj časa se še očiščuješ, ne? Splošna sodba ob koncu časa, torej v polnosti se razdene Božja pravičnost in zato je potrebna tudi javna sodba pred vsemi, ki se bo zgodila v Jozafatski dolini pred Kristusovim znamenjem zmage, ki ga bodo prinesli sveti angeli, namreč križ, ne, seveda. To je znamenje na nebo, o katerem se strinjajo sveti očeti. Se pravi, angeli bodo prinesli Kristusov križ. Kakor je razkosan ta križ, ima številne kosce, pa bo spet v Božji moči zedinjen, tako tudi razpadla telesa, poveličana spet, se bodo lahko po sodbi združila s svojimi dušami, če so seveda na pravem kraju. Če ne bodo poveličana, bodo izmaličena, ne, seveda. Po svetem Tomažu ne bi še drugi angeli nosili orodja Kristusovega trpljenja, tako da ne bomo tukaj naštevali vseh orodij, ampak dobro. Kristus bo prišel soditi žive in mrtve in svet z ognjem, kot se tudi moli v obredniku, recimo, ko se blagoslavlja vodo oziroma ko se dela sveto vodo. Tako se moli po starem, ne, se pravi, ki bo prišel soditi žive in mrtve in svet z ognjem. Amen, ne, se poznamo te stvari. Sedel bo na prestol kot učitelj z veliko začetnico, kot pravični sodnik in bo razsodil. Torej mora biti ta javna zadeva. Vemo iz Svetega pisma, pravični bodo ponižni, napuhnjeni, apatični, brezbrižni pa bodo krivični. In to se bo pred vsemi razdelo, da se točno vidi, zato je rečeno, da bo zarezal meč čez sredino vsakega srca, da se razvedenejo misli src. Če so se prej razvedele misli mnogih src, Simeon in tako, se bodo misli vseh src razvedele. Pogubljeni bodo za manj prosili usmiljenja, ker po samih Kristusovih besedah jim bo dovoljen še zadnji odziv, kot potem, ko bo razvedeta razsodba. In ko bodo te duše videli, da ni rešitve, bodo pričele močno preklinjati in se bo razvedelo v njihovo sovraštvo do vseh, ki bi jih sicer morali nadvse ljubiti. Tako bo tudi z vsemi, ne, se pravi, razni koruzniki in podobne, ne. Se pravi, kleli bodo Boga, zemljo in vse drugo, ne. Enkrat sem gledal od krivoslavcev eno oddajo, ne, o kletvini, obsolki in tako naprej, ne, in pol na koncu je bilo tudi, ne, da vse živo preklinejo, ne, in na koncu tudi sonce, ne, Srbi preklinejo in da baje tudi oni niso prej, ne, bili od tega, ampak na koncu je en menih zaključil, da narod, ki pač preklinja sonce, zasluži, da živi v temi, ne. Narod, koji psuje sonce, zasluži, da živi v mraku, ne, in tako se je končala oddaja, ne, tako da na tak način. Zakaj, čemu pravzaprav dve sodbi? Ena posebna, ena splošna, vsak od nas pač osebno odgovarja za svoje življenje, Gospod bo to ocenil, ostaja pa dejstvo, da sodba ni le osebna zadeva, nismo izolirana bitja, smo bitja v odnosu, seveda družbena bitja, duhovna bitja in tako dalje. Dolžni odgovor Boga na vprašanja, torej pravičnosti ljudi in v sami zgodovini. Tako da se bo ta Gospodova pravičnost, kot smo rekli, razdela vsa resnica, odgovori na številne razloge, številno trpljenje, ki so ga ljudje krivično prestali in tako naprej, ne. Se pravi, Božje kraljestvo je izpolnitev te pravičnosti, blagor lačnim in ženim pravice ali pravičnosti, ne. Torej, mora biti temu zadoščeno.
so vsi trpeli, čakali na Gospodovo razodetje. Enkrat se bo to razodelo. Torej srečanje in sprava med vsakim človekom ter med ljudmi in Očetom, ki je v nebesih. Tako da tudi dan, ko se bomo v celoti zavedali vseh posledic, ki so jih imela naša dejanja v naši zgodovini, v zgodovini sveta. Razni zagovorniki ideologij, ki so prinesle katastrofo, iztrebljenje, žalovanje, nečlovečnost in tako dalje. Krivoverstva, tista, ki so mnogi uničili, so jih vodili v zmoto in laž. Pa tudi na dobro, ki ga je toliko ljudi posejalo in dejanski pridelek enkrat mora biti tudi jasen, ne, se pravi, kaj je to žito, ne, torej vse to se mora enkrat razodeti, ne. Mora biti zadoščeno tudi Božji pravičnosti, to zahteva končno razodetje, se mora razodeti, odkriti, odviti tudi, ne, apokalipte, ne, to pomeni, kot da bi imel darilo in ga potem odvijem, da vidim, kaj je noter, ne. Kako že poje Andrej Šifred, ne, ko bomo odprli nov sod, da bomo videli, kaj je noter, kako je že tisto, ne, se pravi, apokalipsa, ne, spet, da vidiš, kaj je noter. Bog je dober, ampak ni, kot smo rekli, bonist, ne, spet tista beseda, je usmiljen, ampak ni krivičen, ne. Ne izključuje, torej ne sme biti izključen element pravičnosti. Bog je ljubezen, ampak je tudi resnica. Torej, usmiljenje ne spreminja krivičnosti, krivice v pravico. Ne more biti tako, ne. Potem ni resnično usmiljenje, je lažno usmiljenje. Tako da Bog je pravičen sodnik vsakega človeka, pa tudi človeštva, pa tudi celotne zgodovine. Tako da sklicevanje na Božje usmiljenje mora biti takšno, kot da bi zgodbo vse obrisali, kar je bilo storjeno na zemlji, pa na koncu bi vse imelo enako vrednost. Ne more biti tako, ne, neka uravnilovka in tako dalje, ne. To se zmeraj skušalo, ne, eni so rekli, da mora biti enakost in tako dalje, ne, saj poznamo te stvari, ampak prizadevanje za enakost, to je čudna stvar, ne, kako zdaj, to je francoska revolucija, ne. Svoboda, kakšna svoboda, enakost, kakšna enakost, bratstvo, kakšno bratstvo in tako, ne. Spravi, te stvari ne more biti tako, ne, in potem vemo, da vse živali so si med seboj enake, ampak nekatere so bolj enake od drugih, ne, tako da vse te zadeve, kje je razlika med morilcem pa nedolžno žrtvijo, med despotom in ponižanim preganjalcem, mučencem, tiranom in zatiranim. Zlobneži na koncu na večni pojedini ne bodo brez razlike sedeli za mizo poleg žrtev, kot da se ne bi nič zgodilo. Torej, Jezus kot odgovor na zahtevo po pravičnosti ne zaključi svojega razodetja, preden bi ne ponudil veličastne podobe dneva poslednje sodbe, to je pa tudi tam v Matejevem evangeliju, ne, kot poznamo, in to tudi se potem bere zlasti v tistih časih, ko je najbolj primerni, ne, se pravi, ta Jezusova sodba, Jezusova sodba, ki Michelangelo in drugi so tudi mogočno uprizorili, ne, recimo Mozart, Verdi in tako, ne, črna maša, pogrebna maša, Requiem, ne, da vse te zadeve. Dies irae je noter, ne, pesem-slednica, dan jeze, ne. In potem tudi Iudex servo cum sedebit, quid lateta parebit, nil in ultum remanebit. Takoj, ko bo sodnik sedel, se bo pokazalo vse, kar je bilo skrito, in nič ne bo ostalo krivično, ne. Tako da to je vse noter, ne. Na tak način je nastala ta zadeva, ta spev.